ima kompromisni predlog včeraj predstavljen in posredovan parlamentarnim strankam. Kakšno je vaše stališče do tega predloga v Družinskem zakoniku? No, naše stališče je v glavnem pozitivno. Seveda še treba o tem še marsikaj doreči. Vendar naš pogoj je tudi, da bi takšen kompromisni predlog naprej, torej da bi mu napovedali podporo vsaj večina parlamentarnih strank oziroma poslanskih skupin. V tem primeru je seveda to pametno jeti v ta predlog oziroma v to pobudo realizirati. V nasprotnem primeru bi zopet ta razdvojenost trajala naprej in je zagotovo bolje, da se izvede referendum. Dve stranki sta se že opredelili absolutno proti Pozitivna Slovenija, Socialni demokrati. No, se to kaže na to, v primeru, da ste se opredelili proti, potem seveda takšen kompromisni predlog je mogoče bil dobro mišljen, vendar ne bo doživel kakšnega sprejema in tudi mi seveda oziroma tudi mi mislimo seveda, da je boljše izvesti referendum, kot pa jeti v neko akcijo, ki je vnaprej obsojena, ne samo na propad, predvsem je obsojena na ponovne delitve. Se pravi, vi bi pričakovali vsaj neko ustavno večino, samo koalicijska večina recimo ni dovolj? Ja, zagotovo ne, ker v nasprotnem primeru, če je bila samo koalicijska večina, lahko pride seveda do nasprotnega predloga za izvedbo referenduma ali pa ustavne presoje ali česarkoli in zaradi tega ne bi storili seveda nič. Zato je bolje ali da bi takšen ali podoben kompromisni predlog sprejeli vse ali pa večina poslanskih skupin, velika večina poslanskih skupin ali pa izvedbo referenduma.